Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica so pred kratkim obeležili poseben dogodek. Njihov dolgoletni član Milan Smrekar je namreč opravil že kar 2000 intervencij. Ob tem so mu pripravili tudi posebno presenečenje. In kaj je Milan Smrekar povedal za Studio Bistrica? Namreč vedel sem, da v kratkem, nekje v obdobju letošnjega leta bi naj dosegel to številko, ampak v nedeljo, ko je prišlo do intervencije, se pravi do prometne nesreče v bližini Tepanja, ko sem se vrnil z vozilom nazaj v dom, bom rekel, da so me izredno presenetili fantje. Pripravili so mi res nepozaben dogodek, nepozabno presenečenje. Namreč niti sam nisem vedel, da sem že dosegel to veliko številko, se pravi 2000 intervencij. Med vsemi temi intervencijami je seveda bilo tudi nekaj zelo zahtevnih. Katere so vam nekako ostale najbolj v spominu? Dejansko vsaka intervencija ti ostane nekje v ozadju, v možganih. Vsako se po določenih pogovorih nekako spomniš. So pa bile prometne nesreče, pa tudi požarji, ker so žal ljudje bili ali hudo poškodovani ali pa celo umrli na kraju. Predvsem so mi nekako najdražje te prometne, čeprav ni pravilni izraz, takrat, ko smo dejansko ljudi rešili iz zverižene pločevine in pomagali, da so preživeli in danes normalno lahko živijo naprej. Kako pa to, da se vedno odzovete, da vam nikoli ni težko? Kaj je tisto, kaj vas pritegne k tem intervencijam? Glede, ko sem bil kot mlad fant, živel sem na divini, nekega popoldneva sem otroci, ki smo se igrali od zunaj, zaslišal sirene, svoje otroci radovedni, stekli smo do ceste in videli smo gasilce, kako se peljajo na en požar. Svoje otroci zadaj, normalno, kot si radovedneži. In ko smo prispeli v bližino tega požara, ko sem jaz videl te pogumne ljudi, gasilce, kako so se trudili rešiti čim več premoženja, sem nekako v sebi začutil, to hočem delati. Takoj, ko sem imel možnost navezati stike z gasilskim društvom Slovenska Bistrica, sem jih tudi navezal in dejansko pričel od 74 leta aktivno delati v tem društvu. Včasih mi je bilo težko, ko sem imel določene obveznosti, ko je bil poziv in se nisem mogel udeležiti na intervencije. Težke so bile, naporno, bom rekel, tudi stresne zadeve, ampak nikoli do sedaj nisem pomislil, da bi pa prenehal s tem. Namreč v meni je največje zadovoljstvo, ko pomagaš človeku, ko pomagaš ljudem, takrat, ko tvojo pomoč rabijo, in tista mala, nežna zahvala. Slišali smo, da so vas nekajkrat kar morali preganjati z avtolestve, da ste bili tako dolgo na teh intervencijah. Ja, predvsem je bilo to, ko je bil ta žledolom, takrat smo bili prvi dan skoraj 24 ur na dan z avtolestvijo na terenu, da smo pomagali ljudem. Želja pomagati je pač tista, ki te žene naprej. Je pa res, da po določenem času se moraš pač oddahniti, na pobudo poveljnika in pa nekaterih članov sem takrat tudi se spočil, oddahnil in drugi dan zopet nadaljeval. Bilo je teh več dogodkov, tudi v Slovenske Konjice smo hodili cel teden pomagati, ko je takrat klestila toča, tudi na Ptuju smo bili skoraj teden dni z avtolestvijo od, bom rekel, od zore do mraka skoraj, ampak nikoli mi ni bilo težko, tudi če je trajalo 12 ur ali pa več. Povedali ste več kot dovolj, kaj vam pomeni biti prostovoljec, gasilec. Kaj pa bi morda svetovali tistim, ki še razmišljajo, da bi se pridružili? Glejte, v našem društvu vstopa zmeraj več mladih. Nekako poskušam prenašati in se trudim prenašati znanje vsem tim mladim, poskušam jih motivirati, da pa tudi ni tisto, kar je težko, tudi ni
najtežje. Da je pač treba tisto težko pozabiti in obdržati tisto dobro. Namreč mi gasilci tudi ne samo delamo, ne? Tudi se družimo, se sprostimo, se zabavamo, ohranjamo tudi ta medsebojna zaupanja, kar je zelo pomembno v našem društvu, pa pri samem delovanju, pri intervencijah, ne? Hkrati pa skrbimo tudi za kondicijo. Vsem tistim, ki razmišljajo, bi se odločil, bi šel gasilcem ali ne bi, jaz jim svetujem, pridite k nam, ne samo k nam, tudi v ostala društva v naši občini, pridite, pridružite se nam in boste sami potem v določenem obdobju dejansko občutili, ali boste delali to delo ali ga pa ne boste. Vkolikor ne poskusiš tega delati, dejansko ne veš, kaj je v ozadju. Ni samo delo, ampak je tudi v ozadju tisto psihično zadovoljstvo, kar pa osebno meni pomeni največ.